Počakaj, zakaj je stopalo očka pujsa popolnoma ločeno od njegove noge in zakaj ima v tem prizoru samo eno nogo? To sta le dve izmed napak, ki smo jih našli. Tukaj so vse. V epizodi Zabava ob odhodu gospe Gazele, ko gospod Zajec vstopa v učilnico, se v njegovem ušesu pojavi luknja. In le nekaj prizorov kasneje se podobna stvar zgodi s skodelico v rokah gospodične Zajec. In spet, ko gospod Zebra gre mimo nje, se zgodi ista stvar. In tukaj usta gospoda Zebre gredo skozi ta zabojnik. In v tem prizoru Pedrova roka zraste iz njegovih ust. In tukaj Pedro dovoli gospe Gazeli, da vstopi pred njim. In ravno ko vstopi v razred, vsi zakličejo presenečenje, vključno s Pedrom, ki je bil pravkar zunaj. To zdaj res nima veliko smisla, kaj ne? V epizodi Varuška, poglejte tukaj mamo prašičko. V desni roki ima torbo, toda že v naslednjem kadru torba izgine. Le nekaj sličic kasneje pa se torba spet pojavi, tokrat v levi roki. V tem prizoru vidimo vrata za televizijo. Toda v vseh drugih epizodah je bila za televizijo le navadna stena. In v tem prizoru Pepa nima rok, ima samo rokav pižame, ki celo sega skozi odejo. In ko Pepa in Juri prideta v dnevno sobo, lahko vidimo stikalo pri vratih. Težava pa je v tem, da stikala nekaj prizorov prej tam ni bilo. Če nadaljujemo z epizodo Pedrojev kašelj. Poglejte režo za pošto na vratih. Odprta je, a že v naslednjem kadru se sama zapre. Ko doktor Rjavi medved odpre vrata svojega avtomobila, jih odpre, ne da bi se sploh dotaknil kljuke. In ko vstopa v svoj avto, njegov obraz izgine za vrati avtomobila, čeprav so ta prozorna. A v naslednjem kadru se spet pojavi. Ko pride do šole, poglejte pozorno. Ko vstopi v učilnico, stoji tik pred vrati. Ko pa se prizor oddali, se čudežno premakne stran od njih. Na začetku epizode je bila na levi strani globusa tabla, zdaj pa ni več. Le nekaj sličic kasneje se tabla spet pojavi, tokrat pa manjka globus. Ko doktor Rjavi medved da Pedru zdravilo, se globus vrne. In končno, ko pridejo starši otrok, postane še bolj nenavadno. Najprej jasno vidimo očka prašiča, mamo ovco, gospo Zajčico, gospo psa, gospo Ponja in gospoda Zebro, ki prihajajo v šolo. Do zdaj je vse v redu. Ko pa vstopijo v učilnico, se gospa Mačka nenadoma pojavi iz nič. In počakaj malo, odkot se je vzel gospod Poni? Prej je bilo jasno, da je vozila gospa Poni. Poleg tega sta gospa Zajčica in gospa Psa izginili v nič. V dinozavrovem parku dedka Zajca. Poglej Pepo tukaj, sedi pri oknu. Ampak, ko se prizor prestavi v avtobus, sedi v prehodu, Freddy pa je pri oknu. In ko vsi stopijo iz avtobusa, vidimo, da George pride ven praznih rok. Toda v naslednjem prizoru drži gospoda dinozavra. V divjem cvetličnem gozdu poglej Penny polarni medved. Nosi svoja običajna črna očala. Toda napaka je, da ko obleče svoj cvetlični kostum, njena očala postanejo oranžna. V epizodi Kopanje ceste, takoj na začetku, ko družina namerava vstopiti v avto, poglej noge mame pujsa tukaj. Njene noge gredo naravnost skozi pnevmatiko. Nekaj prizorov kasneje se družina pujsev zatakne v prometu. Zdaj se osredotoči na gospodično Zajčico. Njene ušesa gredo skozi streho avtomobila. Kar ostra ušesa ima. In poglej tukaj doktorico Hrčka. Pripeta je z varnostnim pasom, a nekaj sličic kasneje ta kar izgine pred našimi očmi. In v tem prizoru poglej število stožcev okoli počene cevi. 5 jih je, a ko gospod Nosorog začne kopati, sta vidna le 2 stožca. V epizodi Želva doktorice Hrček, takoj na začetku, če pogledamo za doktorico Hrčkom, lahko vidimo odprto kartonsko škatlo s senom v notranjosti. In le nekaj prizorov kasneje lahko škatlo spet vidimo, tokrat pa je zaprta. In tudi, poglej Pepo in Suzi tukaj. Sedita ena poleg druge. Ko pa se prizor približa, Pepa sedi pred Suzi. Prav tako sedi mačka Candy pred lisjakom Freddyjem. Ale 2 sekundi kasneje, zdaj Freddy sedi pred Candy. In ko vstopi Pedro, se Pepa nenadoma pojavi med Candy in Freddyjem. Ko doktor Hrček pokaže otrokom svojo želvo, lahko za njo vidimo omarico. Ale nekaj sličic kasneje omarica izgine. In na koncu, ko se želva zatakne na drevesu, doktor Hamster pokliče gasilsko postajo. Ko se gasilski tovornjak pelje proti kraju reševanja, lahko vidimo Candy Cat, kako sedi v avtu. Težava pa je v tem, da smo jo pravkar videli z drugimi otroki. V epizodi Dedek Pigijev računalnik gresta Pepa in George k dedku domov, da jima dedek popravi uro. Ko Pepa izroči dedku svojo pokvarjeno uro, sta obe kazalki obrnjeni navzdol. Ko pa dedek Pigi vstopa v svojo lopo, se kazalci na uri premaknejo. In spet, ko je v lopi, se kazalci vrnejo na prvotni položaj. Tudi tega navijanega ključa prej ni bilo. Pojavil se je kar iz nič. In v tem prizoru gre roka dedka Pigija naravnost skozi knjigo. In tukaj, če pogledamo takoj za uro, lahko opazimo košaro z orodjem. A nekaj trenutkov kasneje košara čudežno izgine. Ko pa dedek Pigi popravi uro, se košara spet pojavi.
Osredotočite se tudi na ta kozarec, poln žebljev, in na stekleničko z razpršilom, saj oba predmeta izgineta, ko se prizor približa Pepi in Juriju. Zdaj pa pojdimo naprej na epizodo Blazinska utrdba. Je hladen zimski dan in Pepa, Juri in očka Pigi gradijo utrdbo. Ko očka Pigi vstopi v svojo sobo, da bi vzel nekaj stvari, dobro poglejte. V obeh rokah drži blazino. Torej, kako drži rjuhe? Rjuha se ga preprosto drži brez kakršnekoli opore. Kasneje, v epizodi, ko mamica Pigi pogleda v svojo sobo, je povsod nered in omara je odprta. Ampak ko je očka Pigi zapustil sobo, ni odprl omare, niti naredil nereda. Je prišel kakšen vlomilec ali kaj? In na koncu, poglejte to roza svetilko tukaj. Ima rumen gumb, vendar je na koncu, ko vidimo isto roza svetilko, njen gumb moder. V epizodi s flavtami, takoj na začetku, vidimo, da je v škatli 9 kljunastih flavt. Toda le nekaj sličic kasneje, ko gospa Gazela reče otrokom naj vzamejo kljunaste flavte, jih lahko vidimo le 7. In nekaj prizorov kasneje vidimo, da ima vsak otrok kljunasto flavto v roki. Ampak kako je to mogoče? Tukaj je 12 otrok, kljunastih flavt pa je bilo le 7. Ko se šola konča, vidimo, da očka Pujs in mamica Pujs prispeta z avtomobilom. Ko pa prideta domov, je v avtu samo mamica Pujs. Očka Pujs pa je že v hiši in pije čaj. Epizoda Jagode je polna majhnih napak. Ko prvič vidimo kmetijo jagod gospe Zajklje, je poleg nje pri vratih cvetlica. Toda v trenutku, ko se prizor približa, cvetlice ni več. Ko gospa Zajklja vodi ogled kmetije, se nenadoma pojavijo številne košare, ki jih na istem mestu še nekaj sekund prej ni bilo. In na koncu, ko Pepa razkazuje, koliko jagod je nabrala, ena izmed jagod v Jurijevi košari med kadri spremeni svoj položaj. Epizoda Kaja Kengur ima težavo z obutvijo. Ko prvič vidimo Rebeko, nosi škornje. Ale nekaj sličic kasneje ima na sebi običajne čevlje. Tudi Dani ima v tem trenutku običajne čevlje. Potem pa začne močno deževati in otroci stečejo proti hiši. Nenadoma imata tako Dani kot Rebeka spet škornje. Nobeden od njiju ni imel časa, da bi se preobul. Očitno je dež prinesel brezplačno nadgradnjo škornjev za vse. V epizodi številke imajo Pepa, Suzi in Zoja tekmovanje v preskakovanju. Ko končajo, če pogledate Rebeko, je njena celotna leva roka izginila. Preskakovalna vrv preprosto lebdi v zraku, ne da bi jo kdo držal. Toda nekaj sličic kasneje se njena roka ponovno pojavi pred našimi očmi, kot da se ni nič zgodilo. In prizor v učilnici, če pogledate za gospo Gazelo, je na omari vaza s cvetjem. Ko pa se prizor približa njej, je vaza popolnoma izginila in jo je zamenjal avtomobilček. Epizoda Časovna kapsula ima veliko dogajanja. Ko Suzi vstavi glasbeni disk v kapsulo, se ji eno uho odlepi od glave. Nato, ko Pedro dvigne kovanec, je eno njegovo uho očitno bolj pritisnjeno k glavi kot drugo. In tukaj je še večja napaka. Ko starši pridejo po otroke, je 7 staršev in 8 otrok. Toda ko vsi sedejo, da bi si ogledali videokaseto, se to število zmanjša na 3 starše in 6 otrok. Več ljudi je preprosto izginilo med prizori. In na koncu, če pogledate po televizor, lahko jasno vidite videokaseto v predvajalniku. Toda nekaj sličic kasneje je ni več. Zdaj pa se pogovorimo o epizodi Ati postane fit, ker ima ta nekaj res odličnih primerov. Ko Pepa, George in mamica Pujs gledajo gospoda Krompirja na televiziji, ta nima klobuka. Toda v trenutku, ko Ati Pujs vstopi v sobo, ima gospod Krompir naenkrat klobuk. Potem se osredotočite na daljinec na kavču, saj ko mami Pujso pripelje sobno kolo, daljinec popolnoma izgine. Epizoda Učitelj gospod Big se začne z napako, ki jo je res težko razložiti. Že na začetku starši pripeljejo otroke v šolo. Če pogledate avto mame Ovce, lahko vidite Pedra in Suzi, kako sedita na zadnjem sedežu. Skočita ven in gresta v razred. Nato pa iz istega avta izstopijo še Dani, Miška Mandi in mačka Kandi. 5 otrok je pravkar izstopilo iz enega avta, v katerem sta bila pred trenutkom le 2 otroka. In v učilnici vidimo, da slonica Ema sedi skupaj z ostalimi otroki. A pred trenutkom smo videli samo Edmunda, kako je skočil iz avta mame slonice. Torej, odkot je prišla Ema? Potem so tu še krede. Na eni točki jasno vidimo roza, bež in zeleno kredo, ki ležijo na polici. Ko pa se prizor približa gospodični Gazeli in se nato oddali, sta zeleni in bež kreda zamenjali mesti. Potem, ko gospodična Gazela prejme telefonski klic, se zelena kreda sama premakne po diagonali. Nihče se je ni dotaknil, sama se je premaknila po polici. In ko gospod Big prevzame razred, za njim so 3 krede. Ko pa ga otroci pozdravijo, se nenadoma pojavi še 4., modra kreda. V epizodi Sladoled, ko dedek Prašič iz sklede zlije jagode v vrč, so jagode popolnoma cele. Brez rezanja, brez rezin, samo cele jagode. A v trenutku, ko pristanejo v vrču, so nekako že narezane. Potem poglejte mleko v vrču. Jasno je belo. Ko pa babica Prašič začne vlivati sestavine v vrečko za zamrzovanje, mleko priteče ven rožnato. In potem pride najboljša napaka epizode. Ko Pepa postreže sladoled svojim prijateljem, Zuzana prosi za malinov okus, Manca pa za borovničevega. Lahko dobim malinov okus?
Lahko dobim borovničevega, prosim. Preprosto naročilo. Toda ko Pepa dejansko postreže, Zuzana dobi metin okus, Manca dobi jagodni sladoled. In borovničev nekako pristane pri Zoji, ki ga sploh ni naročila. Pepi je uspelo zamešati prav vsako naročilo. V epizodi Izgubljeni ključi, ko mama Pujs pospravi košaro v prtljažnik, lahko jasno vidiš prazno steklenico in podlogo v košari. Toda ko gre zapreti prtljažnik, sta oba predmeta popolnoma izginila. In potem je tu še prizor z odtokom. Ko gospodična Zajec vrže kamen v odtok, da preveri, kako globok je, lahko jasno slišiš pljusk. 6. Kar pomeni, da je na dnu voda. Toda, ko se kavelj žerjava spusti v isti odtok, je dno popolnoma suho. Niti kapljice vode nikjer. In verjemite nam, takšnih napak je še veliko več. Ostanite z nami, saj smo šele začeli.